V tem športno zelo, zelo bogatem tednu, spomnite se samo nogometnih in pa seveda tudi košarkarskih tekem, vam predstavljamo namreč še en šport, to je balonarstvo. Kako vse skupaj izgleda tam zgoraj, pa v naslednjem prispevku. Kje me ti to voziš, no? Mislim, vaterpolo mi je bil veliko bolj všeč. Pa še MRC, no. Dej počak, pa boš videl, no, kam se ti to mudi. No, ajde, da vidim, kam se pelal ti. No, lej, tja poglej. Vau, balon. A tja greva? Seveda. Preden sva sploh utegnila kaj izvedeti o balonarstvu, so naju fantje najprej uporabili pri pripravi balona na polet. Dajte prosim kolegu Eriku povedati, kakšen šport je sploh balonarstvo? Ja, kaj ne rečem, balonarstvo je ena taka zelo zanimiva zvrst letenja, ne? In sicer uživaš v tem, ko počas letiš, si v direktni stiku z naravo, če si na eni višini 200 metrov, vse vidiš, prepoznavaš vse in je res ena taka, bom rekel, lepota, prijeten občutek. Sicer pa kaj bi govoril? Pejte z mano, pa bomo probali. Aj prav? Prima, super. Greva se ukrcat. In očitno smo poleteli. zdaj pa končno smo v zraku. Koliko časa se že ukvarjate z balonarstvom? No, to bo pa povedal ta prvi starosta našega balonarstva v Sloveniji. Letos sem imel jaz 25-letnico prvega poleta, Volk 12-13-letnico, čeprav ukvarjal se je že prej. Mene pa zanima, zakaj je najboljše leteti zjutraj? Zakaj? Zaradi česa? Balon se izogiba močnim vetrovom, zjutraj pa zvečer se atmosfera umiri, vsaj pri tleh, ko pristajaš. Zato letamo 2 uri po sončnem shodu in 2 ure pod sončnim zahodom. To velja bolj za pomlad, poletje in del jeseni, po zimi se da pa cel dan letati. Na kakšni višini pa letimo? Mislim, ponovadi letite. Najlepši razgled je od 50 do 500 metrov, to je višina, ko gremo zdaj. Zdaj imamo tale inštrument, višinomer, gremo 150 metrov visoko, to je za opazovanje, lepa višina. Če pa preletimo kakšne hribe, Alpe, Triglav, moramo iti pa na 3000-4000 metrov višine, da dobimo ugodne vetrove in potem za varen pristanek nekje na Barju. Letenje z baloni je najbolj varna zvrst letalstva. Velja pravilo, da so potniki v košari izpostavljeni manjši nevarnosti kot pešec, ki prečka cesto. Vendar pa obstaja izjema. Ja, neprijetna, če si prepozen prišel domov, bi bila žena huda. Kako pa kontrolirate smer letenja oziroma kako pristanete? No, smer letenja mi lahko samo z višino, v kateri plasti zraka letimo, tam so različne smeri, a ne. Tako da nimamo druge možnosti vplivati, pa bom rekel z regulacijo višine, s tem, da spuščamo topel zrak ali pa dodajamo, ne. In pol ugotavljamo pač, kam bo balon letel. To pa vidimo po inštrumentih, pa tudi vizuelno, a ne. Ker se je na vzletišče zelo težko oziroma nemogoče vrniti, je naš polet zasledovalo spremljevalno vozilo. Koliko ljudi pa se ukvarja v Sloveniji z balonarstvom? Ja, pilotov je 110, balonov je 748, ostali se pa ljubiteljsko, to se pravi, da se pripravljajo, da bodo izpite naredili za pilote, ali pa pomagajo, se pravi, kot zemeljske ekipe, ali pa na katerikoli drug način, ne. Kaj pa kakšne tekmovanja obstajajo v Sloveniji za balone? V Sloveniji imamo vsako leto državno prvenstvo, letos je bilo na Vrhniki. In potem pa tisti, ki se dobro uvrstijo na teh državnih prvenstvih, grejo na evropska prvenstva in svetovna. Svetovno prvenstvo prihodnje leto bo v Avstraliji, letos je bilo pa evropsko v Litvi. Sam Jure, jaz sem pa čisto navdušen nad temu balonarstvom. Idealno je bilo, še celo romantično. Čak, samo malo.
Ampak vreme je bil pa dober. Vreme je bil pa dober. Fantje, najlepša hvala. Hvala lepa. Se vidimo. Lep pozdrav. Še kdaj.